O novih okrajšavah za novo poimenovanje šolskih predmetov. Beseda vzgoja je izginila iz imen šolskih predmetov. Likovna vzgoja je zdaj likovna umetnost, glasbena vzgoja je glasbena umetnost, športna vzgoja šport, državljanska in domovinska vzgoja ter etika pa sta postali domovinska in državljanska kultura in etika. In kaj si vi mislite o novih imenih? Ko sem prvič videl urnik, sem se veliko zatikal pri teh novih predmetih, ne. Sem mogel fajn razmišljati, katera je katera. Malo se mi zdi tudi neumen, ker bi lahko bilo čisto isto, samo ne vem, zakaj so začeli spreminjati, no. Mene nova poimenovanja ne motijo, ne delajo mi težav. V bistvu so kar logična. Drugače pa ne vem, kje je v bistvu logika, sem najprej pomislila, ker lahko bi bila še kar stara. Na začetku bom verjetno malo zmedena, tudi ne vem, zakaj so mogli spreminjati. Zelo enostavno, želimo tudi na tej ravni povedati, da so vsi predmeti enakopravni. In tisto besedica vzgoja je včasih komu pomenila, da samo pri teh predmetih se nekaj vzgaja, da se nekaj kaže, kako je treba, da se pripoveduje, kaj je dobro in slabo. Ampak to ni res. To je treba pri vseh predmetih, od matematike do športa. V vsakem trenutku se v šoli tudi učimo lepega vedenja, načina, spoznavamo, kaj je dobro, kaj je slabo. Ali druga imena predmetov pomenijo tudi novo vsebino predmetov ali vsebina ostaja ista? Vsebina ostaja ista, ni sprememb.